se bomo kmetje končno povezali in prevzeli vodenje slovenskega in evropskega kmetijstva. Kakšen je pomen družinskih kmetij? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Družinske kmetije so v slovenski predelavi hrane prevladujoč model. 99,7% od več kot 67.900 kmetijskih gospodarstev. Povprečna velikost slovenske kmetije je 7 hektarjev, kar je v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije ena od najmanjših velikostnih struktur. Po zadnjih podatkih popisa kmetijskih gospodarstev imamo za 9% manj kmetijskih gospodarstev kot leta 2010 in za 21% manj kot v letu 2000, ko je bilo 86.500 kmetijskih gospodarstev. K temu pripomorejo tudi neugodni pridelovalni pogoji oziroma razpršeno zemljišč. Dejstvo, da je kar 76% površine na območjih s težkimi pogoji za kmetovanje. Od tega je okrog 56% gorskih območij. In tudi razmeroma slaba demografska struktura, več kot polovica družinskih članov na kmetijah je starejših od 47 let. Prve ocene kazalcev ekonomskih računov za kmetijstvo kažejo, da bodo dohodki v kmetijstvu v letu 2021 pomembno nižji v primerjavi z letom prej. Prav tako bodo občutno pod povprečjem preteklih 5 let. Poslabšanje ekonomskih rezultatov bo po prvih ocenah predvsem posledica manjšega fizičnega obsega rastlinske pridelave ter občutnega povečanja stroškov pridelave. Po prvih ocenah se bo fizični obseg proizvodnje kmetijskih proizvodov v primerjavi z letom prej zmanjšal za okoli desetino, pri čemer se bo rastlinska pridelava občutno zmanjšala za okoli 18%. Obseg živinoreje pa bo večji za okoli odstotek in bo na ravni leta 2019. Razlogov za to je lahko več. In kako je pri naših sosedih v Avstriji? V Avstriji je od približno 170.000 kmetijskih gospodarstev kar 92% deluje kot družinsko podjetje. Na nedavnem posvetu o družinskih kmetijah je povedal predsednik Avstrijske kmetijske zbornice naslednje. Naše kmetije so gospodarski motor, ekološko vodilo in socialna zaščita hkrati. Čeprav so kmetije v Avstriji relativno majhne, obstaja jasen trend njihovega povečevanja. Od leta 1995 do leta 2013 so se povečale za 31,8 hektarja na 43,5 hektarja. Povprečna obdelovalna površina pa s 15,3 na 19 hektarjev. Družinske kmetije so na socialnem področju in pri dohodnini obravnavane kot druga nekmetijska družinska podjetja. Izkorišča lahko le pavšalno obdavčitev dohodka in dobička. Znana so pa dejstva, da statistični kazalniki na področju kmetijstva v Avstriji odražajo bistveno boljše stanje in bolj perspektiven razvoj njihovih kmetij, kjer je pri mladih prevzemnikih kmetij trend aktivnih kmetov v naraščanju in so kazalniki razvojno perspektivnejši kot v Sloveniji. Zavedam se, da so včasih primerjave lahko dvoumne, sploh če ne poenotimo skupnega imenovalca na pravilen način. Predlagam, da si na podlagi naštetih podatkov sami ustvarite svoje mnenje. Vsekakor pa lahko le mi kmetje poskrbimo, da z močno povezanostjo naredimo v naslednjih mesecih prave korake, da bomo lahko kmetje parlamentu in vladi odločali o prihodnosti slovenskega kmetijstva. Le tako lahko zagotovimo slovenskemu kmetu in podeželju perspektivno prihodnost. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.